Avgust je mesec, ko praznuje občina Zagorje. In vsekakor takrat praznuje tudi župan, ki je že 27 let na županskem prestolu. Volivci in volivke so ga pustili v 7 mandatov, v prihodnjem letu pa se mu zadnji mandat, 7. mandat, izteka. Pozdravljeni, gospod župan Matjaž Švagan, kot sem dejala, tudi vi praznujete. Ja, lepo pozdravljeni. Hvala za vaše povabilo na vaš splet. Res je, Zagorska dolina praznuje, tudi sam pa 27. leto vodenja Zagorske doline, najboljše občine v Sloveniji in evropskem prostoru, kot se rad pošalim, pohvalim, ampak to je resnica, ki se iz dneva v dan pojavlja tudi v slovenskem prostoru. Vsekakor ena zelo pozitivnih zagorskih zgodb. Prihaja zdaj iz olimpijskih igrih še čisto vroča tema. V Primoža Rogliča ste že lep čas verjeli, že od takrat, ko je še skakal pa začel po Sloveniji dirkati s kolesom. Kakšni so tudi občutki župana ob tem? Glejte, pri tem ne moreš igrati, moraš čutiti človeka in Primož je oseba, ki ga čuti celotna Slovenija. In tisto, kar počnemo v Zagorju, kar počnem, delamo s srcem, delamo z glavo in spoštujemo njegove uspehe. In to, kar je on ustvaril, blagovno znamko Zagorje, v svetovnem prostoru, celo ameriški mediji so omenjali občino Zagorje, je nepojemljivo, zato je častni občan, dobil naj bi kolesarsko pot Zagorje, Orehovica, poznana pa je tudi ideja, da bi mu postavili kip njemu kot živečemu legendi, ki je tudi vzor mladih generacij v naši občini. Seveda, če bo pristal na to našo pobudo, vsekakor pa bo ta kip lepši, kot je od Ronalda, kajti če pogledate Ronalda in pa kip njegov, ni primerljivo. Povejte, kako ste navijali, je bilo kaj kričanja, je bilo solz, kaj je bilo pred televizorjem, kako je to izgledalo pri vas doma? Ja, moram reči, da so solze in to je sreča takšna, ki ne samo kot župana, ampak tudi kot Slovenca in ogromno klicev, SMS-ov, da mi čestitajo, meni kot županu, da imamo takšnega občana. In to so res prijetni dogodki. Predvsem pa se spomnim v lanskem letu, ko je bil čas korone največji, je on vnašal pozitivno energijo na Velti. Prav tako poznamo zgodbo Tour iz Francije. Ko smo lahko navijali zanj in se nečesa veselili. Tako. In tudi sedaj, ko prihaja obdobje Tour po Španiji, Velta 2021, potem pa pričakujemo sprejem v Zagorju, kot smo se tudi dogovorila s Primožem. Sicer sva že malce se ozrla v prihodnost in v kolesarsko stezo, ampak najprej se vrniva nazaj, kakšno leto. Kaj je tistega pomembnega, kar bi izpostavili za zadnje leto v Zagorju? To leto je bilo sigurno najbolj uspešno. Moram reči, da v času covida sem se odločil z mojo ekipo, z občinskim svetom, čeprav so bili nekateri skeptiki tudi med njimi, da naj počakamo, da prihaja obdobje krize, da bodo cene padle, gradbene, da ne bo denarja. Smo se odločili, da naredimo največji pozitivni premik in ljudem pokazali, da gre Zagorje naprej. Tukaj sigurno lahko rečem, skoraj 1 milijon evrov smo namenili za obnovo vseh mestnih ulic, končno jih obnovili, potem 10 kilometrov cest
pri obrobnih krajevnih skupnostih. Pomembne pa so dve investicije. Tukaj je glasbena šola. Obljubljate, da bo ta najmodernejša? Sigurno najmodernejša, to bo en vzorčen primer v evropskem prostoru. Potem pa tudi Okrogerjeva šola, telovadnica. Tukaj vedno se dobesedno moramo opravičiti. Poznana je zgodba, kakšne plakate sem predstavljal v javnosti, kaj bo vse na tem področju, vendar pa žal mi to ni uspelo in lahko samo se opravičim in rečem, da sem preveč želel. Bila je tudi finančna kriza, pozabljamo, da kar 2 mandata dobesedno nismo imeli za zebre oziroma za prehode čez cesto in sedaj smo v drugi situaciji. Torej septembra glasbena šola in pa tudi prenovljena telovadnica. En velik projekt pa se tudi odvija, to, kar ste si pravzaprav dolgo želeli, Medijske toplice. Investitor je že prišel večkrat v Zagorje, predstavil svoje projekte. Se veselite tega projekta, verjamete, da bo, ali vas skrbi, da bi tako kot že mnogokrat zadeva padla v vodo? Glejte, veliko mandatov sem že, velikokrat sem že povedal, bil vesel, srečen. Na koncu vsakemu stojim ob strani. Tudi ta zgodba, ki je predstavljena, jo maksimalno podpiramo. Jaz sem vesel in srečen, da je investitor prišel v Zagorje, je v težki situaciji, tudi zaradi covida. Sama pa ste videla na predstavitvi, ker je povedal, da je že skoraj 1 700 000 namenil za izdelavo projektov, tako da je res projekt, kakršnega v Sloveniji ni. Ampak kot sem rekel, mi podpiramo, ustvarjamo pogoje, ne bom pa jaz tisti, ker na koncu v Zagorju je poznano, da vedno je vse švagan kriv za najmanjšo stvar. Ko je pa stvar uspe, jih je pa veliko pred mano in rečejo, vse če ne bilo nas, Matjaž, pa tega ne bi bilo. Ampak tako v življenju je, na koncu si vedno sam. Ko se bomo pripeljali na novo železniško postajo, bomo lahko vzeli električno kolo in se odpeljali na Čemšeniško planino, kjer se obeta tudi novost, in sicer stolp z razgledno ploščadjo. Že nekaj let stara ideja, ampak naj bi se v kratkem uresničila. Ja, tukaj je bilo potrebno kar nekaj papirologije, tako da projekti so dobesedno zaključeni. Sedaj bo pa vse odvisno od priprave v proračunu za leto 2022. Veliko sva govorila o infrastrukturnih projektih, ste pa zadnjič na občinski prireditvi omenili tudi najnižjo brezposelnost. S čim povezujete to v zadnjih letih, najnižjo brezposelnost? To ni zasluga politike ali župana. To je zasluga tistih ljudi, ki vsak dan delajo, roke, ki znajo delati, in pa glave, ki znajo razmišljati. To se pravi tisti, ki tudi migrirajo vsakodnevno v Ljubljano. Seveda se pa s tem pohvalim, ker to je en pokazatelj, da je občina stabilna, socialno, ekonomsko, da ni veliko teh socialnih transferjev in tudi, da je optimizem. In mi smo pod 1% slovenskega povprečja, številka je tam okrog 500. Vsekakor pa vsako delovno mesto šteje in tudi računam, da bomo v naslednjem letu ustvarili v Zagorju vsaj še tam okrog 70 delovnih mest. Gre za več manjših projektov, ker velikih projektov v Zagorju ne bo več, da bi govorili o par 100 delovnih mestih, in tudi bolj stabilno je, če je manj. Po 50 kot pa eno veliko. Imamo pa veliko podjetje ETI, ki je tudi direktor dobil občinsko priznanje, in samo moj poklon
njemu in zaposlenim. Zelo pomembno za razvoj občine so tudi vrtci, torej nove generacije. V Kisovcu naj bi se obetal nov vrtec, na kateri točki je zdaj zgodba s kisovškim vrtcem? Ja, v Kisovcu vrtec je. Mi smo imeli idejo, da bi šli na Loke, kjer ne bi izgradili okrog 25 do 27 novih stanovanj. Šlo bi za preveliko investicijo na tem področju, tako da sedaj iščemo več lokacij. Marsikdo pravi, zakaj pa tam ne, zakaj na oni lokaciji ne, ampak večina je to poplavnega področja. Znane so te zgodbe o poplavah oziroma o zakonih različnih, o vodah, tako da je težko najti lokacijo. Torej ste pri iskanju lokacije še? Tako in pri usklajevanju. Jaz pa mislim, da bomo do konca leta to tudi uskladili. Župan, da ne bova predolga, veliko ste že povedali tudi na vseh teh občinskih prireditvah. Sedaj pa vam vseeno prepuščam besedo, da naše bralce, gledalce nagovorite ob tem vašem prazniku in jim izrečete čestitke. Ja, spoštovane moje občanke in občani, gledalke in gledalci, jaz samo bi rekel hvala, da mi stojite ob strani. Jaz vedno pravim, lahko si uspešen župan, če imaš dobro ekipo, če imaš dobre ljudi, in takšnih ljudi, kot imam jaz v Zagorju, nima od 212 županov nihče, razen eden, to je Matjaž Švagan, tako da se vam zahvaljujem. Vsi uspehi, ki so, niso uspehi Matjaža Švagana, ampak so uspehi vseh nas in tistih, ki imajo radi Zagorje, Zagorsko dolino. Tako da srečno praznovanje občina Zagorje ob Savi kot svetovna blagovna znamka. Spoštovani občani in občanke in vsi naši gledalci, danes, ko praznuje občina Zagorje, je župan Matjaž Švagan prav lepo čestital. Ob tem pa seveda tudi sama in portal zon.si čestitamo vsem in želimo, da nas še spremljate. Srečno!